Že več kot 70 let Toyotin Land Cruiser premaguje najhujše terene tega sveta in več kot 10 milijonov so jih že prodali, pa v bistvu poznam samo 2, ki ga uporabljate za to, čemur je namenjen. Drži, ne poznam vseh vas, vem, da vas je veliko, ki izkoriščate zmogljivosti tega stroja, ampak sam poznam res samo 2, ki se z njim seveda tudi vozita normalno, torej po cestah, pa na dopuste in tako naprej, ampak hkrati z njim vlečeta težke tovore, se prebijata po vlakah in ne vem čem še, no in takšna lastnika sta res ta prava. Enega so že 2-krat s traktorjem vlekli ven, ko je obtičal, kar pomeni, da je bilo res hudo, če še Land Cruiser ni zmogel. In tale zdaj je novi, interna oznaka J250, pa da si boste lažje predstavljali. Razvoj novega avtomobila običajno traja 3 ali pa 4 leta, pri Kitajcih tudi samo 2 leti, tukaj pa 6 let, ker so spet poskrbeli, da niti ena malenkost ni prepuščena na ključu in da bo tudi novi Land Cruiser zmogel to, kar so vsi pred njim. Torej vas peljati na konec sveta, če boste tako želeli, pa vas potem tudi varno pripeljati nazaj. Kompromisov skratka ni. Prejšnja generacija z oznako J150 je na cestah zdržala 15 let, kar je tudi svojevrsten dosežek in verjetno bo enako veljalo tudi za tole. No, od prejšnje je ta zdaj 10 cm daljši in tudi med osjo ima skoraj 3 metre, kar pomeni, da je to velik avtomobil, v katerem bo zlahka dovolj prostora za 5 ali pa celo 7 potnikov, prtljažnik pa ponuja 566 litrov, torej vam ga tudi ne bo zlepa zmanjkalo. Še posebej pa cenim tole novost, ločeno odpiranje zadnjega stekla. Ko boste z avtom nekje zakopani na terenu ali pa bo umazan do vašega pasu, je tole super ideja, če bo treba iz prtljažnika vzeti kakšno lopato ali pa sendvič. Terenske stvari, ker vem, da vas to najbolj zanima. Vstopni, izstopni in prečni kot niso nič slabši, kot so bili včasih, kljub večji dolžini. Land Cruiser še vedno stoji na šasiji, kar pomeni, da je še vedno kleni terenec, od tal je oddaljen dobrih 23 cm, uporablja pa vse novodobne trike, da vas bo odpeljal na varno. Poleg reduktorja in zapore sredinskega pa zadnjega diferenciala zmore elektronsko odklopiti tudi sprednjih stabilizator, da ima potem kolo več manevrskega prostora in dlje ostane na tleh in dlje časa torej zagotavlja oprijem. Elektronska pamet pa skrbi, da se boste po klancu navzdol peljali zelo previdno in nadzorovano in tudi lahko izjemno počasi ali pa vse do 30 km/h in to brez uporabe reduktorja. Oziroma, da boste v strm klanec peljali suvereno in varno. Kot neke vrste terenski tempomat je to. Vse te stvari se vklaplja ali pa spreminja s pritiskanjem na stikala. Jasno, danes se ne spodobi več, da bi bilo treba vleči ročice, no da je delu prirejen celoten avtomobil, pa jasno kažejo še ta ogromna stikala na armaturni plošči. Jaz rečem lahko samo bravo, ker se jih v bistvu lahko uporablja tudi, če ima človek rokavice na sebi. Evo, lahko takoj probam. Sem še prste najdem. No. Čist simpel. Sicer je pa znotraj v bistvu takšen. Če vprašate mene, precej eleganten, sploh če upoštevam, da je v osnovi tole delovni stroj. Ampak je Toyoti jasno, da mora biti Land Cruiser tudi uglajen, ker ga večina uporablja samo za prevoz otrok v šolo, pa na fuzbal. Ampak ga je škoda imeti v bistvu samo za to. Imeti GR Yaris v centru New Yorka in se voziti največ 16 na uro, ker je vedno gneča, je tudi malo nesmiselno. A ni? Motor je zaenkrat pri nas samo en, in sicer 2,8 litrski turbodizelski 4-valjnik. Čez lužo je v ponudbi tudi bencinsko-hibridni stroj, ampak kolikor berem, nad njim niso posebej navdušeni, no tale je pa krasen. Zvočno sicer malo robat, ampak dobro sodeluje z novim 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, tako da je rezultat v bistvu vedno kul. Dobrih 200 konjičkov moči ima in 500 Nm navora, evo, že to kaže na terensko superiornost. Se mi zdi, da ga bo treba po letu vzeti na dopust in odkriti, če je še vedno tak frajer, kot je bil vedno. Zdaj grem pa z njim na en orang test, da vam povemo, kako se obnese.